Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Jernej Černič in da bom danes moderiral akademski forum Nove univerze o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu. Današnji akademski forum poteka v okviru raziskovalnega projekta Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu, ki ga sofinancira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu v bistvu pomeni, da morajo človekove pravice spoštovati ne samo državni subjekti, temveč tudi zasebni subjekti, tudi podjetja. Poznamo iz slovenske družbe, da se pogosto pojavljajo primeri, kjer podjetja domnevno kršijo človekove pravice, bolj si zaposleni, bolj si pa tudi širšega okolja. Po drugi strani pa tudi iz globalne ravni poznamo veliko primerov, kjer je že prišlo do vpletenosti podjetij v kršitvah človekovih pravic. Spomnite se na investicije naftnega podjetja Chevron v Ekvadorju ali pa britansko-nizozemskega podjetja Shell v Nigeriji. Tako da je vrsto izzivov tudi za globalno družbo. Za slovensko družbo, denimo v prejšnjem tednu, je na nacionalno kontaktno točko, ki jo tukaj predstavlja gospa Berko, prišla prva pritožba glede delovanja nekega britanskega podjetja v Pomurju v Sloveniji, glede domnevnega kršenja okoljskih pravic. Po drugi strani pa tudi danes smo lahko brali na spletnih straneh Ustavnega sodišča, da je Ustavno sodišče sprejelo nek sklep o začasni odredbi v eni zadevi podjetja KPL proti državi, kjer je inšpektor vglobil to podjetje zaradi kršitev delavskih pravic v preteklosti in to podjetje zaradi določbe zakona o javnih naročilih potem ni moglo več sodelovati na javnih razpisih in danes Ustavno sodišče v bistvu zadržalo porabo tega člena zakona o javnih naročilih, ki prepoveduje sodelovanje podjetjem, ki so bila že oglobljena, spoznana za odgovorne za kršenje človekovih pravic. Tako da danes bomo govorili o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu in me izredno veseli, da bomo z nami zelo ugledne goste iz prakse, ki se vsakodnevno ukvarjajo tudi s to temo. Najprej Urška Perko, ki sem jo že omenil, iz Ministrstva za gospodarski razvoj, potem gospod Ante Milivoj iz Centra za mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici iz Slovenije, potem Marko Rakovec, vodja sektorja za človekove pravice na Ministrstvu za zunanje zadeve in nazadnje, ter ne najmanj pomembno, Jernej Politik, docent za javno upravo na Novi univerzi. Jaz predlagam, da morda začnemo najprej s tem splošnim vprašanjem, kaj pa je spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, kaj zahteva in kakšne so obveznosti Slovenije na tem področju. Vlada Republike Slovenije je v lanskem letu sprejela nacionalni akcijski načrt za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu in gospod Rakovic je v bistvu bil vodja tega projekta. Tako da, Marko, prosim te, da morda nekaj besed o tem poveš. Ja, doktor Inar Černič, Jernej, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Zdaj, na zunanjem ministrstvu se s tem področjem ukvarjamo, zato ker se je pravzaprav razprava začela na mednarodni ravni v okviru Sveta za človekove pravice. Tam je bila pred leti ustanovljena skupina, ki jo je vodil profesor Ragi. On je potem izoblikoval za skupino strokovnjakov smernice za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu in te smernice priporočajo državam, da sprejmejo nacionalne akcijske načrte za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, tako da je na podlagi tega potem tudi Slovenija pristopila k temu in lani novembra sprejela nacionalni akcijski načrt. Je dostopen na spletnih straneh, ta nacionalni akcijski načrt sledi tem smernicam, ki sem jih omenil, od tako imenovane doktor Ragijeve smernice, ki nekako predvidevajo držav, da bodo delovale na 3 stebrih. Prvi stebr je pregled obstoječe zakonodaje, da se vidi, kaj države že delajo, kako se lahko
zagotovi še močnejši pravni okvir za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Predvsem je fokus na tem poslovanju, čezmejnem poslovanju, kjer se podjetja lažje recimo izognejo spoštovanju človekovih pravic. To je bila podlaga, kot je Jernej omenil, neke grobe kršitve po svetu, ko so predvsem večje multinacionalke izkoriščale slabe pravne sisteme v določenih državah, slabe ekonomske okoliščine, tako da je bilo veliko otroškega dela, zelo hudih kršitev okoljske zakonodaje in tako dalje. Tako da zdaj nalaga državam, kjer je sedež teh podjetij, da zagotovijo, da bodo ta podjetja odgovorno poslovala in da bodo spoštovala človekove pravice. Tako da to je ta prvi steber. Potem drugi steber je, kako povečati nadzor, učinkovitost teh nadzornih mehanizmov, da se zagotovi odgovornost, predvsem znotraj, pa tudi potem, če ta podjetja storijo določene kršitve čez mejo, da je postavljena potem tudi neka jurisdikcija, neka odgovornost, da se preganja potem kršitelje. In potem tretji steber je pa namenjen samim podjetjem, da znotraj svojega podjetja vzpostavijo neko strukturo, ki bo omogočala prevencijo, to se pravi, da se v čim manjših primerih zgodijo kršitve človekovih pravic. Vsako podjetje je osredotočeno na neko področje, naprimer bolj izpostavljeno kršitvi človekovih pravic, nekatero bolj diskriminacijo, nekatero bolj okolje. To se pravi, če se prepozna te ključne dejavnike, ki lahko negativno vplivajo na kršitve človekovih pravic, potem je veliko manjša verjetnost, da bo do tega prišlo. Zdaj, druga stvar pa, če že pride, da je potem znotraj mehanizem, ki se lahko nemudoma odzove na te kršitve in to sankcionira. Tako da to je zaenkrat na prostovoljni osnovi. V tem našem akcijskem načrtu so priložene smernice za skrbni pregled človekovih pravic in zdaj podjetja lahko k temu skrbnemu pregledu pristopijo. 13 velikih slovenskih podjetij se je že odločilo, da bodo to izvedle, kar je ena zelo dobra informacija, da podjetja sama jemljajo to zelo resno in eno podjetje, smo dobili informacijo, je to že izpeljalo. Tako da, to je en sklop, kar je vezano na nacionalni akcijski načrt. Slovenija je 22. država na svetu, ki je sprejela tak akcijski načrt in 4. država med državami Srednje in Vzhodne Evrope. Tako da smo tukaj kar precej napredni. Zdaj, drugi sklop pogovorov v mednarodni skupnosti pa je glede oblikovanja nove mednarodne pogodbe za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Ravno oktobra je potekal 5. krog. Ta pogajanja, v teh pogajanj je že oblikovan en osnutek take pogodbe. Je pa tukaj kar nekaj različnih pogledov med predvsem Zahodom, razvitimi državami, nerazvitimi. Nerazvite države, tam, kjer so v glavnem se zgodile te velike kršitve, bi želele predvsem zavezanost multinacionalk, medtem ko zahodne države menimo, da mora biti ta instrument širši, da ne sme biti osredotočen tudi na vsa podjetja, da ne bo prišlo do tega medsebojnega obtoževanja med razvitim in nerazvitim svetom, ampak če imamo neko mednarodno pogodbo, mora biti bolj celovita in zajemati vse te vidike. Tako da zdaj ta zadnja razprava je bila nekoliko tudi bolj konstruktivna, tako da se nadejamo, da bo ta razprava se nadaljevala. Je še cela vrsta vprašanj, med drugim tudi z EU vidika, naprimer, kakšen je, kdo ima sploh mandat za pogajanje, ali ima to komisija, gre za področje trgovine, ali države članice, tako da tudi tukaj so deljena mnenja, tako da je še ena cela vrsta vprašanj, ki bo mora razrešati, ampak te razprave vedno več, naprimer Finska, ki trenutno predseduje EU, temu namenja tudi zelo veliko pozornosti. Do konca leta bo še cela vrsta mednarodnih konferenc
kjer bomo še bolj poglobljeno razpravljali o teh vprašanjih in našli neke nove rešitve. Tako, za začetek toliko, pa potem se nadaljnje vprašanje. Ja, hvala lepa, odlično. Vemo, da slovensko gospodarstvo je izjemno odvisno od naših izvoznikov, ki so v bistvu zgodba o uspehu. Naša podjetja so izjemno uspešna na tujih trgih. Seveda, ti naši največji trgi so predvsem v zahodnji Evropi in okolišnih sosednjih državah, Nemčija, Avstrija, Francija. Vemo pa tudi, da naša podjetja poslujejo tudi zunaj Evropske unije, v državah, kjer morda vladavina prava pa varstvo človekovih pravic niso tako dobro varovani kot v Sloveniji in znotraj Evropske unije. In seveda, ko neka gospodarska družba želi iz Slovenije vstopiti denimo na trg Saudske Arabije ali pa na beloruski trg ali pa ruski trg, ne vemo, na teh trgih so izjemno aktivna nekatera največja slovenska podjetja, se sooča s številnimi izzivi. In gospod Milijo, če vas tukaj vprašam, na kaj vse morajo pomisliti podjetja, ko stopijo na nek novi trg? Ali so tudi človekove pravice med temi okoliščinami, ki jih podjetja imajo v mislih, ko vstopijo na beloruski trg ali pa na trg držav Bližnjega vzhoda, ali to pravzaprav ni tako bojno? Hvala za besedo, hvala za povabilo, dober dan še enkrat vsem. Jaz moram prvo reči, da je moja izkušnja predvsem mikroizkušnja, nahajam se v mikrookolju, delujem v mikrookolju. Vse, kar prihaja iz makrookolja, se zavedam in uporabljam smiselno v mikrookolju, najprej še ta zorni kot za to tudi bolj specifičen. Tako bi rekel na začetku, kar ni izrecno prepovedano, je dovoljeno in to velja za vse trge, tudi za te, ki ste jih navedli. Sankcije so bile, so in bodo. Lastniki kapitala ali pa menedžment pa seveda gleda svojo bilanco in dejstvo je, na teh trgih, ki jih omenjate, tudi nekaterih drugih izvenevropskih, je RVC oziroma profit višji, kot je na naših glavnih trgih, zato je tudi dojemanje vseh tem, tudi te, ki jo omenjate, zelo fleksibilno in k večjemu iščejo obvod do rešitve, ki bo pripeljala do zaključenega posla, kot pa da bi zaradi tega neko zgodbo zaključili in jo dali na stran. So izjeme, tudi v teh državah, ki jih omenjate, ampak vse veste, vsak ima neko svojo izkušnjo. Povem vam lahko recimo nedavno izkušnjo, če grem točno v neke zgodbe, pa boste pol tudi razumeli v kontekst človekovih pravic. Smo recimo sem z enim slovenskim podjetjem v Akri, v Gani, v nekih gozdovih tam, kjer je velika zakladnica kakava. In cene so odlične, vendar skupaj z tem slovenskim podjetjem vidimo, da namesto živine to kakav prevažajo ljudje. Prevažajo ga pa zato, ker so cenej kot konji, krave. To se te osebno na osebnem nivoju dotakne, pa vendar ti si tam poslovno, kaj boš naredil? A boš nadaljeval to zgodbo ali boš zaradi te teme, o kateri se danes pogovarjamo, zaključil in šel nazaj? To je en tak moment, ki direktno vpliva na to našo današnjo temo. Na splošno pa velja, da človekove pravice so obrobna tema v tem procesu pridobivanja posla in tudi poslovanja kot takega. Predvsem gre tukaj za odnos lastnik kapitala ali pa menedžment podjetja domačega s tujim in se ta segment teme človekove pravice ne vidi toliko v ospredju. Morda, če tukaj še nadaljujem, pa vendarle menite, da, če so gospodarske družbe registrirane v državah članicah Evropske unije, kjer veljajo določeni standardi vladavine prava, človekovih pravic in tako naprej, in potem, ko gredo slovenska podjetja na te trge, tudi Lugano, ko ste omenili, ali pa kam drugam,
A menite, vendarle ne, če so pač registrirane v slovenskem registrskem sodišču, pa vendarle bi mogla tudi v teh državah ne spoštovati vladavino prava in človekove pravice. Oziroma, tako se vprašam, menite, da slovenska država bi mogla regulirati ta podjetja, ko poslujejo izven slovenskih meja. A je to v interesu slovenske države? Mislim, da je, vendar je to proces, ne upam reči, da je to 10-letni proces, 20-letni, 30-letni. Na vse zadnje, čeprav vem, je tudi deklaracija o človekovih pravicah že svojih 70 let stara. Prej slej se ti ta kategorija vrne kot bumerang in udare tudi na nekih elementih, ki direktno vplivajo na bilanco podjetja, tako da osebno mislim seveda, da se to treba spoštovati. To je en moment. Pol je pa še tako imenovana etična kategorija posameznika. Nekdo, ki je lastnik kapitala, seveda se mu lahko čisto na osebnem nivoju nekaj zagravža dobesedno in reče, dost imam. In tukaj se to, o čemer se danes pogovarjamo, zelo precizira. Je pa res, da se spet vrnem na te države, ki ste jih omenili na začetku, Rusija, Belorusija, Saudska Arabija, Iran, recimo tudi. Sankcije in podobne zadeve ne ustavijo kapitala, da ne najde pot do zaključka posla, tako kot si sam želi. To je dejstvo, ki ga moramo sprejeti, zaradi tega so tukaj profiti, kapitalizem in vse druge kategorije, zaradi katerega mi delamo. Je pa res, če prideš na ta etični nivo in se vprašaš, ali je to v redu, je seveda odgovor, da ni v redu. Hvala lepa. Na mednarodni ravni ne obstajajo zavezujoča pravila za gospodarske družbe, da spoštujejo človekove pravice. Gospod Rakovič je že povedal, da so Združeni narodi, Svet za človekove pravice Združenih narodov leta 2011 sprejel smernice za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Ta dokument je bolj kot ne nek kvazi pravni dokument. Na mednarodni ravni pa poleg tega osrednjega dokumenta obstaja še vrsta drugih mednarodnih organizacij, ki na svoj način poskušajo urejati spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. In ena izmed takšnih mednarodnih organizacij je tudi OECD. OECD je že pred številnimi leti sprejela smernice za multinacionalna podjetja, za gospodarske družbe. Te smernice v bistvu poudarjajo, da morajo podjetja spoštovati človekove pravice, okolje, se boriti proti korupciji, ko poslujejo zunaj svojih meja. In gospa Perko, vi, ki vsakodnevno delate na nacionalni kontaktni točki pod temi smernicami OECD, ki pa vidite te izzive spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu, tudi morda z tega vidika, da, kot sem že omenil, je prejšnji teden neka nevladna organizacija, tako v Sloveniji, 17 organizacij skupaj, tako v Sloveniji kot v Združenem kraljestvu vložila pritožbo zoper neko britansko podjetje zaradi frackinga v Pomurju. Tako. Lep pozdrav z moje strani. Jaz delujem na nacionalni kontaktni točki, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. In sicer bom razložila, zakaj gre. Ker Slovenija je pristopala k OECD, je pristopila tudi k določenim aktom in ena izmed njih je bila tudi deklaracija za mednarodne naložbe in multinacionalne družbe. In ena od zavez iz te deklaracije je tudi, da Republika Slovenija spoštuje smernice, kot je gospod že omenil, in tudi, da ustanovi kontaktno točko kot neko platformo, ki pomaga in promovira spoštovanje teh smernic. In v bistvu mi na začetku, to, kar je bilo še v povojih, mi tega nismo vzpostavili, smo rabili nek čas, seveda, ker je to zelo novo, zelo napredno, to je tudi nek sistem izvensodnega reševanja sporov in v bistvu v zadnjem času smo pa pač bolj dejavni in v bistvu gre za to, da eno poglavje teh smernic je tudi spoštovanje pač človekovih pravic in nacionalna kontaktna točka je tu zato, da v bistvu podjetnike spodbuja k temu, da
spoštuje recimo človekove pravice, da preprečuje recimo kršenje, da uvaja nek skrbni pregled znotraj podjetja, se pravi, da samo sebe nadzira z vidika spoštovanja človekovih pravic, se pravi, da pregleda neka dejanska potencialna tveganja in jih tudi samo preprečuje. Sicer to ni zdaj zavezujoče, je pa pač nek soft law, se temu reče, se pravi mehko pravo, ki v bistvu mi njim predstavljamo, zakaj je recimo to dobro, ker neka multinacionalka, ki deluje v neki državi, je pač močna, ima velik kapital, ima lahko kapital večji od, ne vem, BDP-ja države. In ona prispeva k okolju, v katerem deluje, kar je dobro lahko naredi precej dobrega za okolje in lahko naredi nekaj dobrega pač tudi zase. Gospod je pač se tukaj zelo osredotočil na kapital, jaz bom pa rekla, da ni najbolj mogoče uspešno tisto podjetje, ki vse recimo krši za svoj dobiček, ampak je lahko uspešno tudi tisto, ki spoštuje te neke najvišje standarde, tudi spoštovanja človekovih pravic in deluje odgovorno, ker s tem pač pridobi neko zaupanje pač okolja, javnosti, države in posledično tudi mogoče kakšne finančne spodbude, posledično dober kader, ki ga recimo rabijo. Recimo, to so vse neke stvari, ki potem posredno so v korist samim pač tem podjetjem in mi v okviru kontaktne točke pač izkušamo to približati. To je zdaj pač recimo, to je en vidik, ta naša promocija. Drugo je pa, da mi tudi pač ponujamo možnost reševanja sporov, Recimo, mi sprejemamo pritožbe, pritoži se lahko vsakdo, se pravi vsak posameznik, ki se mu zdi, da so smernice te iz leta 2011 kršene strani neke multinacionalke, se lahko na nas obrne in potem mi imamo nek določen postopek in skušamo pač njim pomagati in hkrati pritegniti to multinacionalko, da med sabo sodelujejo in v okviru recimo najbolj spodbujamo mediacijo, razrešijo to svoje vprašanje. Tako da to je pač neka platforma, ki jo zdaj Republika Slovenija spodbuja, ker je pač država zavezana pač k spoštovanju človekovih pravic in spodbujanju pač samih podjetij, ki delujejo na njenem ozemlju. Mogoče tudi treba povedati, da te nacionalne kontaktne točke so v drugih državah članicah OECD izjemno razvite, še posebej v nordijskih državah, da nimamo norveška nacionalna kontaktna točka, nizozemska, tudi britanska, so v bistvu vsako letno obravnavajo tam od 4 do 6 primerov in to že v zadnjih 10-15 letih. In da, veste, tudi na koncu lahko potem ugotovijo, da če podjetje noče sodelovati v tem medicinskem postopku, da potem tudi ugotovi, da je podjetje kršilo ta postopek. In vsega treba tukaj povedati, da ta postopek ni sodni postopek, v bistvu tudi ni smo kvazi upravni postopek in na koncu hoče povedati, ni sankcija, da podjetje potem ne bo, v bistvu sankcija bo predvsem v javnosti. V bistvu oni sodelujo, če želijo. Se pa v bistvu ta naš, ko mi pač pridemo v ta naš postopek, se po fazah tudi javno objavljajo rezultati. Se pravi, če neko podjetje ne sodeluje, mi recimo to tudi objavimo. Je pa spet, če imamo neko uspešno podjetje, oni želijo tudi sebe predstaviti v najboljši luči, se pravi, se jim spet splača sodelovati v tem našem postopku in pač potem v očeh javnosti pridobi določene pač plus, nek svoj plus. Hvala lepa. Jernej, ti se pa poklicno, poleg pedagoškega dela ukvarjaš z davčnim pravom in tudi z varstvom človekovih pravic v teh davčnih postopkih. Vemo tudi, da davčno pravo v bistvu podaja neke temelje za uresničevanje določenih človekovih pravic, predvsem z pobiranjem davčnih prispevkov se potem ustvarjajo temelji za socialno-ekonomske pravice in tako naprej. Kako ti vidiš te glavne izzive človekovih pravic na tem tvojem ožjem področju? Lep pozdrav še z moje strani, hvala za besedo, hvala za vprašanje. Jaz sem nekako že takoj opazil, da mogoče sem jaz en tujek v tem viziju, ker nimam teh mednarodnih znanj iz tovrstnega področja in je pravzaprav tudi zame zanimivo poslušati pravzaprav moje predhodnike, sogovornike, kaj so v zvezi s tem povedali. Kolikor sem jaz razmišljal
kako bi nekako komponiral tisto, s čimer se jaz ukvarjam v to razpravo. Ne. Moje prvo razmišljanje je bilo, imamo, tako da to je zdaj zgolj na neki taki akademski ravni, ne. Imamo seveda neke predpise z področja davkov, kjer prepovedujemo državam ali pa nekako otežujemo ali pa ne želimo, da države poslujejo z nekimi davčnimi oazami, torej z nekimi okolji, kjer prihaja do nerazkrivanja informacij, do nižjih plačil davkov, hkrati pa nimamo pravzaprav nekih davčnih ukrepov, kar bi jih lahko imeli za poslovanje z državami, kjer pa prihaja do recimo tovrstnih kršitev človekovih pravic. Pa bi najbrž to lahko bil nek tudi davčni ukrep, s katerim bi pravzaprav nek način pokazali, da pa si tega država pravzaprav ne želi oziroma da poskuša tudi z davčnimi ukrepi to stvar zavirati. Je pa po drugi strani res, podjetja se pravzaprav na človekove pravice, tako kot sem jaz tudi razumel moje predhodnike, jih zanima človekove pravice v tem smislu takrat, ko pravzaprav pride do, ako mislijo, da pride do kršitev pri njih. Ne v primerih, ko bi morda pa one komu kršijo kakšne človekove pravice. Recimo lep primer tega je tudi zadeva, ki jo vsi poznamo, sicer je že nekaj let stara, mislim, da je tam leta 2009, 2010, 2011, ko, če se spomnite, ko so predvsem neka večji socialistični mastodonti, ki so takrat še ostali, ker so imeli že tako težave s poslovanjem, so množično prosili za odloge nekih prispevkov, seveda prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, celo dobili pravzaprav neko podporo finančne uprave takrat, oziroma davčne uprave takrat, da so te prispevke odložili. Na koncu seveda so večino teh družb, ko jih je država nehala financirati, propadlo, in kdo pa je nosil potem posledice tega, ja, seveda tisti delavci, katerim so bile človekove pravice kršene v teh postopkih, ko pravzaprav ki niso bili plačeni, ne da bi oni sploh vedeli za to, oziroma ne da bi bili kakorkoli seznanjeni, ali pa ne da bi se s tem strinjali. Torej, najbrž podjetja lahko se strinja s tem, s mojim predhodnikom, se zanimajo človekove pravice, predvsem takrat, ko pride do težav, ko imajo oni težave z državo, ne pa takrat, ko bi morda podjetja sama, komu drugemu, tudi recimo to vrstnim na davčnem področju komorkoli krša človekove pravice. To je mogoče moj pogled. Torej, takrat, ko ti ne paše, je prido kršitev, ko pa ti nekaj odgovarja, pa ste to mogoče niti toliko ne zanima. Pa po drugi strani tudi morda ta razkritja, ki so se pojavila spomladi letos z Panama Papers, kjer različni davčni zavezanci iz evropskih držav ustanavljajo zapletene sheme povezanih podjetij, da se potem izognejo davčnim obveznostim. Tudi to verjetno spada na to področje. Se strinjam, da seveda vsa sredstva, ki jih država na nek način pobere, se z njimi financira pravzaprav celoten državni sistem, tudi pravzaprav zagotavljajo človekovih pravic. Se strinjam, in če je teh sredstev malo, se pač logično je ponavadi tudi praviloma raven varstva človekovih pravic v državah, kjer je teh sredstev manj nižja, kot v državah, kjer pravzaprav je to izdatneje financirano. Saj to je neka logika. Ampak ja, kako to nadzorovati? To je vedno pravzaprav problem. Sej ideje imamo lahko, kaj bi se dalo, ampak brez pravzaprav sodelovanja teh držav, ki pa so davčne oaze, najbrž to je skoraj nemogoče. Če drugega ne se pa kovčku naj se nese tja. Tako da to realni moramo biti, da najbrž. Hvala lepa. Mogoče na tem mestu jaz lahko nekaj povem o tem, kakšni so cilji tega raziskovalnega projekta, ki ga imamo na fakulteti in katerega sem jaz vodja. Ta raziskovalni projekt predvsem je namenjen reformi spoštovanja človekovih pravic v slovenski pravni državi, kot tudi reformi varovanja človekovih pravic na globalni ravni. V tem slovenskem kontekstu smo si postavili cilje, da potem na koncu projekta, da bi izblikovali nek normativno holistični model za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, to je teoretični model, potem pa seveda praktično to pomeni, da bi potem oblikovalcem javnih politik tudi ponudili smernice za spoštovanje človekovih pravic najprej, glede obveznosti podjetij, ki so
celotno ali pa delno v državni lasti, ne, predvsem slovenskemu državnemu holdingu in potem tudi zasebnim slovenskim podjetjem, ki poslujejo v tujini. Tako da tudi ta projekt nima samo te teoretične normativne cilje, temveč ima tudi praktične cilje. Potem pa na mednarodni ravni, ne, sem pa jaz tudi že nekaj let sem vpleten v to zgodbo, ki jo je Marko omenil o oblikovanju mednarodne pogodbe Organizacije Združenih narodov o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu. Morda veste, ne, trenutno obstaja 8 teh glavnih mednarodnih pogodb. Ne. Zadnja je bila, denimo, pogodba, ki je bila sprejeta, konvencija o pravicah migrantov, delcev migrantov, njihovih družin, ki je bila v 90 letih sprejeta, zdaj se pa bili v te pogodbi. Ne. In kot je Marko že povedal, ne, tukaj v okviru Združenih narodov prihaja, ne, do ideoloških sporov, ne, ker tukaj gre res za tak izjemen razkorak med globalnim jugom in globalnim severom, ne, med tistimi državami, ki investirajo, in tistimi državami, ki sprejemajo investicije. In seveda globalni sever, kamor spada tudi Slovenija kot članica OECD, je zelo zadržan do sprejetja mednarodne pogodbe o tem vprašanju, ker večina odločevalcev in tudi podjetij vidi to kot eno raven regulacije ob že številnih regulacij, ki obstajajo za gospodarstvo v najbolj razvitih državah tega sveta. In zato so, ne, države izjemno zadržane, zato tudi Evropska unija nima pozicije glede tega, zato Evropska komisija, javni uslužbenci, ki tam delajo, vsi so naklonjeni, samo ne morejo javno se izraziti, da podpirajo, ne, to pogodbo. Ne. Je pa izjemno, ne, po drugi strani ta mednarodna pogodba, izjemno se borijo za to mednarodno pogodbo, ne, ljudje, aktivisti, borci za človekove pravice iz globalnega juga, še posebej pripadniki avtohtonih skupin iz podsaharske Afrike in Južne Amerike in Azije, kjer ljudje izgubljajo življenja zaradi investicij gospodarskih družb iz Kanade, Združenih držav, Kitajske in tako naprej. In seveda, trenutno, ne, na Združenih narodov je pač potekel ta 5. krog pogajanj, ne. Sodelovali zelo malo evropskih držav, mislim, da samo Grčija in Francija sta aktivno sodelovali v teh pogajanjih, večino so bile potem to države, veste, kot so Ekvador, Južnoafriška republika, Venezuela, države, ki morda niso ravno za zgled za varovanje človekovih pravic, ki predvsem se, kot je Marko že pomenil, ne, želijo regulirati multinacionalke, ne pa toliko njihovih lastnih državnih podjetij, ne, ker v Ekvadoru je naftna industrija izjemno močna in najmočnejše podjetje je državno ekvadorovsko podjetje, ne, ki tudi se ne more pohvaliti, da super varuje človekove pravice. Ne. Ta osnutek, ne, te mednarodne pogodbe je bil letos poleti že objavljen in obstaja druga verzija in ta osnutek tega sporazuma v bistvu sledi tradicionalnemu pristopu k spoštovanju človekovih pravic, tako da se primarno obveznost daje državam, da nadzirajo svoje poslovne subjekte na svojem teritoriju. Ne gre tako daleč, da bi ta mednarodna pogodba rekla, da ima vsaka država tudi obveznost regulirati podjetja, ko poslujejo zunaj svojih meja, ker to še vedno ni sprejeto v mednarodnem pravu. Hočem povedati, da tudi v Združenih narodih je bilo dolgo časa videti, da bodo Združeni narodi priznali, tudi obveznosti gospodarskih družb na mednarodni ravni. Ne. Civilna družba se je zelo prizadevala za nekaj takega, vendar potem so tudi predlagalci tega sporazuma, Ekvador pa Južnoafriška republika, videla, da če se bojo osredotočili na obveznosti korporacij, ta pogodba oziroma pogajanja ne bodo prišla nikam. Zato so bolj v tem drugem verziji osnutka so se bolj šli na državno obveznost. Morda tukaj Marko postavim še eno vprašanje glede, vemo, da v Sloveniji naše gospodarstvo je imeno in ena značilnost slovenskega gospodarstva je tudi izjemna vpletenost
države, ne, če se ne motim, kolega Justinek, ki je bolj strokovnjak za ekonomske zadeve, pravi, da je tam 55% slovenskega gospodarstva povezano z državo, morda Milivoj boste vi bolje vedeli. Morda glede obveznosti, veste, države za nadzor nad državnimi podjetji v državni lasti, ne, morda tukaj pa bi lahko Slovenija storila korak naprej. Seveda, vsi vemo, da je to izjemno politično vprašanje, ne, ker je povezano tudi z korporativno politiko upravljanja. Vsi vemo, kaj se je zgodilo v zadnjem času z upravo Petrola in tako naprej. Kakšna je pa tukaj državna obveznost, da zagotovi, da se bodo človekove pravice spoštovale, da ne bo prihajalo do korupcije, da bo varstvo okolja resnično. Sam velikrat razmišljam, kako nekako prisiliti slovenski državni holding, da ne bo toliko v rokih politike, kot je zdaj, da bo res zavzet, ne vem, tem vrednotam, kako toliko učinkovito strani države nadzirati podjetje. Ja, hvala za dobro vprašanje. Torej, zdaj pri uresničevanju nacionalnega akcijskega načrta seveda največjo pozornost namenjamo ravno temu, ne, kako bo država zgled. Država s svojim delovanjem, prvič, kar se tiče zagotavljanja človekovih pravic, ne, je odgovorna država. Ne. Zdaj, že po obstoječi zakonodaji pravzaprav ne, bi morali zagotoviti ne, popolno spoštovanje. Vse, ne, kar delajo ne, tudi podjetja v Sloveniji, ne, je regulirano, ne, zakonodajno, popolnoma ustrezno, skoraj popolnoma ustrezno urejeno, ne, ampak tega nadzora ni. No, tako da tukaj predvsem okrepitev inšpekcijskih služb, okrepitev nadzora, tudi nedoločene, recimo veliko pozornosti damo prekarnemu delu, ne, to je bilo zelo izpostavljeno, ne, in tukaj potem trčimo ob javne razpise, ne, ponovadi kriterij najnižje cene, tak je najbolj uveljavljen, ne, dopuščajo predpisi, ne, da se uporabi tudi drug kriterij, ne, ampak ne, je to zelo težko dokazati v samem postopku, ne, ker potem vedno trčiš o poslovno skrivnost, ne, in tako dalje. No, tako da tukaj potem seveda v teh detaljih ne, so razni zapleti, no, ki pa zdaj skušamo v tej razpravi, ne, kaj lahko država naredi več. Ne. Tako da drugo pa seveda ne, ta podjetja, ne, kjer ima država kapitalsko naložbo, oziroma so celo pretežni državni lasti, ne, kjer smo vzpostavili en dober dialog z Slovenskim državnim holdingom, ne, tako da nas veseli, da so dali poseben poziv podjetjem, da pristopijo k skrbnemu pregledu, in kot sem prej omenil, in iz teh od 13 držav, ki so to se zavezale, da bodo to izvedle, jih je 10 ne, v okviru Slovenskega državnega holdinga. Ne, in to gre za ta največja podjetja, tako da je to ena močna zavezanost, da bodo tukaj naredili nek napredek. Zdaj, pomembno je to, no, sem hotel reči, seveda, ne, ta skozi dilema ne, med regulativo, ne, to obvezno in pa tem mehkim pristopom. Ne, in tle, prav v tem delu je ta mehek pristop ne, izjemno pomemben, da se spodbudi gospodarske subjekte, da naredijo več. Zato tukaj lahko smo prepoznali, predvsem ozaveščanje. Ne. Javnost mora biti, potrošnik mora biti ozaveščen. Ne. Vidimo, da je vedno več tega, vedno več podjetij oglašujejo, ne, pri naših izdelkih ni uporabljeno otroško delo. Ne. In, ne, tako da tukaj je neka lahko promocija, da preko samim tem poslovanjem ne, ugotoviš boljše, ne, lahko več pridobimo tega, da pokažem, ne, da spoštujem, ne, kot da ne. Seveda je tukaj potem vedno, ne, kako to preverjati, ne, kako to dejansko zagotoviti. Ne, in kako zdaj imamo tudi veliko razprave o tem, ne, zdaj podjetja, ki bodo izvedla skrbni pregled. Ne. Zdaj, po eni strani, kot sem rekel, spoštovanje je obveza in tukaj ne moreš nekaj posebej nagraditi, ne, to je pač potrebno. Ne. Ampak, če pa imaš nek dodaten napor, je pa vsem treba nekako to prepoznati. Ne. Tako da se mi zdi pomembno, da država da neko priznanje, ne, in tukaj zdaj razmišljamo ne, še o točnih konceptih, kako nagraditi ta podjetja, ne, in da vzpostaviti neko tako globalno, ne, oziroma pri nas, ne, zaveščenost in da bomo vsi stremeli k temu. No. Tako da vsak lahko nekaj od nas se mi zdi k temu prispeva. Hvala. Gospod Milivoj, ne, tudi vaše področje, ne,
sodelovanje podjetjem pri vstopih na tujih trge je tudi povezano z enim področjem, ki se v zadnjih letih izjemno izpostavlja v slovenski zunanji politiki, ne. To je gospodarska diplomacija. Ne. Vemo, da nekatera veleposlaništva Slovenije v tujini imajo poseben oddelek ali pa odgovorne osebo za gospodarsko diplomacijo in seveda v interesu Slovenije je, da slovenska podjetja dobijo nove trge, ne, in da ustvarja nove zaposlitve. Istočasno ne, pa morda za vas kot strokovnjak svetujete slovenskim podjetjem, pa vendar morda se pojavljajo kakšne dileme, izzivi, morda ko neko podjetje pride k vam pa želi vstopiti, ne vem, na kakšen slabo reguliran trg, ne, kjer je morda država odsotna, ali pa sodišča ne delujejo prav dobro. Ne, vemo, da v večini držav vzhodne Evrope so institucije zelo šibke, da so zelo šibko, ne, da je v bistvu podvrženo različnim interesom tudi politike. Kako pa vi svetujete podjetjem, da potem karmarijo med temi črmi? Ključno vprašanje, tudi to je moja dnevna naloga, ki jih moram predvsem malim in srednjim podjetjem povedati, da njihov interes ni realen in da ne bojo nikoli prišli recimo na nek določen tuji trg. Tu sta dve štartni poziciji. Po prvi špuri grejo naša velika podjetja, ki imajo te zadeve dokaj ušlihtane v pogledu te teme, to temo in tudi širše dokaj razjasnjene, in mikro in mala podjetja, ki želijo nekam iti ven, pa vidijo samo nek trigger, nek članek o Dubaju ali pa kaj sem, nek trigger, ki ga potem na svoj posel dajo, pridajo do nas in rečejo, najte mi pot, da bom prišel do cilja. 9,5 od 10 takih caseov je obsojeno na tej točki. Tudi to je moja dodana vrednost, da jim rečem don't go, ne? In jim prihranim čas in druge resurse. Ampak vaše razmišljanje na mestu, država, na državni ravni je cel kup nekih orodij, s katerim skuša pospeševati izvozno poslovanje, gospodarska diplomacija. Ena izmed teh resnici na ljubo je slovensko gospodarstvo kot tako v veliki meri suppliers, se pravi dobaviteljsko in podobaviteljsko, in temu primerno velika večina podjetij išče nekega kupca blaga, ki bo sprejel njihovo blago ali storitev na paleti in plačal po možnosti vnaprej in zadeva končana. 90-dnevni, 120-dnevni plačilni rok, denarne račune in zadeva se obrne. Vendar seveda so izjeme, obstajajo prva kategorija slovenskih podjetij, ki imajo najbrž na svojih spletnih straneh tudi pod okno social responsibility, ne? To, kar danes govorimo o tem in kjer je ta tema pride bolj do izraza. Da zaključim to misel, vidimo to kot proces, definitivno bo ta tema še bolj uveljavi v prihodnje. Bi vas pa rad spomnil, kdo je začel z ločevanjem odpadkov na globalni ravni. Mislim, da je to začela Norveška v 70-ih letih. Prej ste omenili nordijske države, da so v spredju, kar se tega tiče, ne? Mi smo ločevanje odpadkov, po mojem spominu, nekje sprejeli 15 let nazaj, se pravi 30 let za njimi. Mogoče to ni umestna primerjava, pa vendarle tudi marsikaj pove, ne? Kaj mislim, to, kar ste izpostavili, je eno z tistih najtežjih področij, ne, spoštovanje človekovega gospodarstva, kako ne podjetja ne nadzirajo, pa do kakšne mere svoje dobavne verige, ne. Vemo, da nekatera podjetja imajo skoraj 100 ravni, ne, svojih dobavnih verig. IKEA ima denimo 34 ravni dobavnih verig. In seveda, slovenska podjetja za večino se strinja z vami, da nimajo teh težav. Nekatera največja pa seveda imajo tudi hčerinske družbe ali pa povezane družbe v tujini, v državah nekdanje Jugoslavije, ker vemo, da ta regulativa je morda malce slabša kot pri nas.
še posebej za spoštovanje vladavine prava pa človekovih pravic. Seveda za slovenska podjetja, če vas vprašam, se postavlja ta dilema, do katere dobavne verige potem pa nadzirati spoštovanje človekovih pravic. Ker imamo tudi ta izvozni sektor slovenskega gospodarstva, ki je v veliki meri vezan na nemško avtomobilsko industrijo, imamo potem še poddobavitelje tudi v državah nekdanje Jugoslavije. In zadnjič, ko sem se pogovarjal s kolegom, ki je odgovoren za compliance, za to skladnost pri Daimlerju, v Stuttgartu, on pravi, da za nek avtomobil Mercedesa, Mercedes je stavljen iz 12,000 delov, da oni imajo čez 100 dobaviteljev in čez 20 dobavnih verig. Tudi v Sloveniji je ta del njihove dobavne verige. In seveda oni se sprašujejo, kje je zdaj njihova odgovornost. Ali morajo zagotoviti, da tudi na najnižji stopni dobavne verige morajo spoštovati človekove pravice. Res da v nekaterih industrijah je to bolj regulirano kot v drugih. Je pa to res, morda iz vaših izkušenj, da slovenska podjetja po mojih izkušnjah, po pogovorih tega ne nadzirajo prav skrb različnih. Tako bi rekel, avtomobilska industrija kot nek paradni konj vsega, kar se obrača globalno, mislim, da dokaj nadzira tudi ta moment vprašalnika, ki jih naši veliki sistemi dobijo za sklenitve letnih ali dvoletnih ciklov pogodb, vključujejo tudi te elemente. To so procesi samo po sebi, ki se ne začnejo in končajo samo z vprašalnikom, ampak pridajo cele ekipe tukaj in sprašujejo drobovje, gledajo mikrolokacije in tako naprej. Tako da jaz bi rekel, kar se te branže tiče, je to pošlihtano. Vendar postajajo še druge branže, kjer so pa te zadeve bolj fleksibilno, bolj svobodno dojemljive. Predvsem pa so potencialni kupci lahko prvoščijo do slovenskega izvoznika, dobavitelja, tako odpikajo, čim faktor cene pade nekam v prid Čeha ali Slovaka. Namreč, če se ostavim samo na Nemčiji, ki pomeni 1/5 našega izvoznega poslovanja globalno, če smo prej, recimo 50 let nazaj, se promovirali kot Made in Slovenija je nemška kvaliteta, minus 15% cene. To isto nemško kvaliteto po narekovaj danes delajo že države Višegrada in z njimi konkuriramo pri dobaviteljskih verigah v Nemčiji in tudi drugih trgih EU-ja. Predvsem je tu bela tehnika, metalurgija, elektroindustrija in tukaj je to dojemanje precej bolj svobodno in ne gre toliko dol, kot je avtomobilska industrija. Fokusiram na to, da ste rekli, da se pogovarjamo o tem, do kjere ravni naj bi podjetje bilo pozorno. Zdaj tako, za izvedika OECD, pa tudi iz tega, kakšne recimo pritožbe bi mi obravnavali in recimo nudam neko mediacijo in tako, recimo mi iz vidika smernic smatramo, da mora podjetje pač paziti na vse svoje poslovne odnose. Se pravi, da podjetje, ki je odgovorno in samo recimo spoštuje človekove pravice, pazi tudi s kom pač pride v ta nek poslovni odnos. Tako da se mogoče je to malo tako utopično, ni mogoče realno, ampak načeloma velja, da do vseh ravni in da tudi če neko drugo podjetje, ne zdaj, da je to podjetje neposredno odgovorno za kršitve drugega, ampak da se izogiba sodelovanju s komarkoli, ki očitno pač krši recimo vse te mednarodne akte in recimo mogoče tudi pravni sistem, ki v bistvu je implementiral to najvišjo raven človekovih pravic. Zdaj, po drugi strani je pa tako, vsako podjetje, tudi recimo izvozniki ali pa če imaš neko hčerinsko družbo v tujini, prvo spoštuješ pač pravni sistem, in če ima pač ta pravni sistem recimo nižjo raven človekovih pravic, mislim, ima uzakonjeno spoštovanje nižje ravni, še vseeno z vidika recimo OECD-ja si ti dolžan kot pač odgovorno podjetje spoštovati
najvišjo raven, se pravi, če ti slovensko podjetje in mi smo zdaj recimo napredna država in pač se zavedamo teh odgovornosti okoljske, varstva potrošnikov, recimo preprečevanje korupcije, človekove pravice, se pravi, ti ne glede na to, kje na svetu deluješ, pa kljub temu, da so drugi pravni sistemi, ki jih ti lahko izkoriščaš, ti, če si odgovoren, boš kjerkoli si deloval tako, kot pa pač deluješ recimo v Sloveniji in na tem zahodu. Tako ne bi bilo. Ja, jaz bi samo dodal, da tudi smernice za skrbni pregled predvidevajo, da podjetje spodbuja v celotni dobavni verigi spoštovanje človekovih pravic. Tako da zdaj ta podjetja, ki sem omenil, da so se k temu zavezala, bodo tudi to morala zagotoviti. Je pa seveda dilema, ki smo imeli pogovoru, realno, do kje to gre. Naprimer, vprašanje je bilo promocijski material. Promocijski material kupaš lahko po izjemno nizki ceni, ali je pa ta bistveno višja. Zdaj, kakšno imaš ti možnost, da preveriš, kako je bil ta promocijski material narejen, kakšno imaš ti možnost tega nadzora. Smo slišali v avtomobilski industriji, grejo cele ekipe, preverijo, ampak seveda vse to je velik strošek in kje je potem to razmerje, kje se naredi nek razumen kat, res med tem. In to je pa nekaj, kar bomo morali še videti. Predvsem se mi zdi tukaj pomembna ta komponenta potrošnika, da če pride do neke kršitve in je ta družba prepoznana, da ni upoštevala, da bo trpela močne posledice. In tukaj se mi zdi ta interes, da res skrbno preverijo in prepričajo. Tako ne. Se to, lahko ste ga to mene zdaj interesira. A mora pač ta multinacionalka pogledati tudi, kje njen podizvajalec nabavlja stvari, in torej, ker tukaj lahko pridemo potem do neke neskončne verige, kje je pravzaprav izvora, pa surovina, iz katere potem izdela nek polizdelek, nadaljni polizdelek, ki ga potem nekdo uporabi. Najbrž to reč ne more to izvajati, kako to gre. To je ravno ta dilema, kje se zaustavi. Seveda, v idealnem bi želeli, da gre to do konca, da se pač in na ta način se potem zagotovi popolno spoštovanje. Je pa realno seveda, da to ni možno, oziroma da je to lahko tak strošek in dejansko nimaš teh možnosti. Ker to je edin potem cela globalni dokument, bi ga to dosegel, ker bi vsak moral nadzorovati samo eno verigo sploh. Če to zdaj dobro, to zdaj je prostovoljni v osnovi, tako da bo pač vsako podjetje lahko nekako prilagodilo, bomo pa morali dati vedno bolj jasne usmeritve, ampak grejo pa pogovori v to smer, naprimer Francija pa sprejela obvezen zakon za obvezni skrbni pregled za podjetja nad 5000 zaposlenimi, tako da tam, ko je pa v bistvu zakon in potem tudi sankcija, mora biti pa to precej bolj jasno opredeljeno. Mi smo se z francosko stranjo že pogovarjali, ampak so tudi oni še pri oblikovanju tega, mogoče tudi preko sodne prakse, da se bo razvil nek tak bolj opremljiv kriterij. To drži, v bistvu to je ta dilema, do katerega ravni mora podjetje nadaljevati svojo dobavno verigo. Seveda na mednarodni ravni, razen nekaterih domačih zakonodaj, ni obvezujočih pravil, seveda pa določene industrije so pa izjemno regulirane. Naprimer, farmacevtska industrija, vsa podjetja, ki imajo sedež v Evropski uniji, morajo poročati pa spoštovati človekove pravice, varstvo okolja, proti korupcijo do zadnje ravni, ker tukaj v igri pač življenje, pa zdravje bolnikov in tako naprej. Potem tudi v evropskem pravu obstaja uredba o obveznem skrbnem pregledu v podjetjih, ki poslujejo na področju te industrije, teh dragocenih kamnov, diamantov, kobaltov in tako naprej. Tudi ta industrija mora zagotavljati varovanje teh temeljnih človekovih pravic in varstva okolja do zadnje ravni, se pravi, morajo imeti sledljivost od trenutka, ko je kamen izkopan iz rudnika, pa potem, ko ga prodajo v končnemu ponudniku. Tako da nekatere industrije so zelo regulirane, seveda pa nadzor nad dobavno verigami je veliko povezan tudi s tem, kakšno je stanje vladavine prava v določeni državi. Seveda tukaj Slovenija ima kar nekaj problemov na tem področju, vemo tudi, da
določena državna podjetja, ne. Vemo, da Luka Koper, določeni postopki trenutno tečejo zoper Luka Koper oziroma njena hčerinska podjetja glede zaposlovanja zaposlenih v pristanišču preko povezanih podjetij. Seveda, tukaj bi se vsi želeli, da morda bi vsi ljudje, ki delajo v pristanišču, bili zaposleni v Luka Koper, ne, da delajo preko hčerinskih podjetij, ki so potem manj plačani in imajo morda težje delovne pogoje. In Luka Koper tega domnevno ne nadzoruje. Morda tukaj zate še Jernej vprašanje, če dovoliš. A ti tu kako ti vidiš tukaj vlogo države pri nadzorovanju teh poslovnih subjektov? Ker vemo, da človekove pravice so samo en aspekt skladnosti. Davčne obveznosti so pa drug aspekt, pa še drugih. Sej ni samo Luka Koper tukaj, tukaj pred leti in veliko teh zadev je ravno davčna uprava, potem kasneje ugotovilo postopki, recimo RTV je bil en takih tipičnih primerov, pa je to pravzaprav celo javni zavod, ki je ustanovljen, pa je bilo tam zelo veliko ljudi, ki niso bili pravzaprav zaposleni, pa bi morali biti tudi, ko se je sprejel nek akcijski načrt, saj kakor jaz to zadevo poznam, niso zaposlili vse naenkrat, če zaradi problemov financ, ampak so imeli neko postopno obdobje, pa zdaj niti ne vem, ali je to postopno obdobje že končano ali ni. Je pa res treba priznati, marsikdo od tistih, ki je takrat tam bil zaposlen, si mora niti ni želel biti zaposlen, in mu je pravzaprav ta status odgovarjal, ko je tukaj pravzaprav tudi ta dilema, ali zdaj silih ljudi, ki pravzaprav si ne želijo določenega statusa v ta status. Zdaj s tem poseženo pravzaprav kakšne njihove pravice do neke svobodne gospodarske pobude pa tako dalje. Drugače pa mogoče to misel še eno, pa bom potem se vrnil na tisto tvojo odgovor. Ravno to zadevo, ki si jo ti prej omenil v začetku glede KPL-ja, na Ustavnem sodišču. Tam je pravzaprav država prevzela eno tak ukrep v zakonu, kjer je rekla, če jaz pravilno poznam to, da na javnih razpisih ne morejo uspeti tisti, za katere je ugotovljeno, da so kršili neko zakonodajo z področja pravic delavcev. Mislim, da je nekaj takega, skratka nekaj, kar je pravzaprav tudi človekova pravica. Pa je zdaj Ustavno sodišče, saj ne vemo, kakšen bo epilog. Dejansko ne vemo, ali bo Ustavno sodišče zdaj ugotovilo, da je pač kršena pravice Ustava na tem področju za to podjetje ali ne, ampak država očitno določene ukrepe pa sprejema v tej smeri. Ne moramo reči, da je čisto pasivna. Ali to počne uspešno ali ne, pa bo pravzaprav pokazal čas. Saj mogoče bo to nek lakmusov papir, da bomo videli, ali se s takimi zadevami tudi da učinkovito zagotavljati spoštovanje človekovih pravic v nekih podjetjih. Zdaj pa prosti, mi lahko sam še ponoviš. Vse bi se že govoril, vloga države. Država pravzaprav mora s tovrstnimi stvarmi in seveda tudi z inšpekcijskimi postopki, prej bo tudi to omenjeno. Jaz sem včasih občutek, da te organi, ki nadzorujejo, niti nimajo pravzaprav ustreznega znanja z področja človekovih pravic, da bi pravzaprav te kršitve morda sploh uspeli zaznati. Ker oni se mi gledajo zelo ozko. Tam neka določba in zdaj ta določba reče, to je treba na ta način regulirati. Razumeti, ali je s tem kršena človekove pravice, pa je treba nekaj širše znanje. In se tudi pogosto ustavijo, se jaz sicer na drugi strani to vidim, ker rečem, to je pa kršitev ustave, to pa nas ne zanima, mi moramo spoštovati zakon. In se morda, potem zdaj, ali bo zakonodajalec tudi uspešno normiral to in spravil potem varovati človekove pravice v zakon, ki ga bo potem državni organi spoštovali, je pa spet novo in posebno vprašanje. Tako da, ne vem, če bi jaz popolnoma vso zaupanje dal nekim nadzornim organom, nekim inšpekcijskim službam, ker se mi zdi včasih niti tega ne zaznajo. Pa ne zdaj, da ne bi želeli, ampak morda niti nimajo ustreznega znanja oziroma so mogoče preveč ukalupljeni v same neke norme, kjer piše, to pa to je treba imeti. Saj včasih to lahko vidimo v kakšnih časopisnih člankih, ker je bil morda nekdo sankcioniran, pa zdaj ne vem, ali ta zgodba resnična ali ni, ker je imel gasilni aparat, 10 ali 20 cm prenizko od tistega, kakor bi ga moral imeti, kar je največ res nesmisel, da nekoga za to kaznuje. Ja, hvala lepa. No, kolegice in kolegi, zdaj smo izpostavili nekaj dilem na tem področju spoštovanja človekovih pravic gospodarstva. Verjamem, da je kakšno vprašanje s strani
občinstva, vidim tudi nekatere študentke, ki pišejo diplomske naloge o tem vprašanju, pa kolegi, ki delajo v organih pregona. Tako da zagotovo bo kakšno vprašanje. Ne? Tako je kar, če imate kakšno vprašanje, prosim. Ne? Ne, zdaj dol les, ne. Ne se skrivate. Kolegica, vi pišete diplomsko nalogo o tej temi, ne imate kakšno vprašanje, imate tako omizje, ki ga težko dobimo skupaj v Sloveniji o tem vprašanju. Ne, se opravičujem, če ni treba postaviti vprašanja, ne, če želite, da ne boste tako mislili. Zanimivo se mi zdi, ker zdaj, ko sem pri angleški verziji, dobro tisto naštudiram, potem pa grem na slovenske in tudi prevajam, ker se mi zdi slovenska verzija malo bolj tako. Verjeti teh smernic OZN. Ja. Obstaja tudi še ena verzija, ki so odgovori na vprašanja rasna iz 2015, tudi zdaj so jih Združeni narodi. Se mi zdi tudi zelo zanimivo, mislim bolj poglobljeno na določene dele drugo poglavje. In se mi zdi zelo zanimivo, da so ustvarili kontaktno točko v Sloveniji, ker tega nikjer nisem zasledila, da bi sploh pisala, mislim, zdaj sem nekje pri 26-27 točki in da bi bile te kontaktne točke. In se mi zdi super, da se lahko v določeni državi obrnejo na te ljudi, da jim pomagajo, se spraševala, kako bodo sploh neki delavci, ki so jim kršene človekove pravice, pa ne grejo zdaj ravno do varuha, da se obrnejo na te ljudi, da se kaj premakne, da se mi to pogovori z temi multinacionalnimi. Hvala za ta komentar. Daš kakšno vprašanje, kaj bom jaz postavil? Ja, ne, tam je še. Ja, odlično, gospa, izvolite. Pozdravljeni, sem Suzana Koder, sicer bi vprašala, dejansko šli ste skozi poti mednarodnega sodelovanja zaščite delavca tam čisto na koncu, če sem prav razumela, dejansko, da naše slovensko podjetje mora varovati pravice na drugem teritoriju, kjer je delavca. Leta 2012 je bil prijet v Sloveniji ZUF, Zakon o uravnoteženju javnih financ. Med drugim je bila zajeta tudi skupina oseb, ki so iz delovnega razmerja prešle v nedelovno razmerje oziroma na zavod. In s tem zakonom so bile takrat prikrajšane pravice do nadomestila v času do zaključka zdravljenja. Vemo, da dejansko ZUJ več nekaj časa že nima podlage za obstoj. Dejansko iz tega, da če nekomu kršeno socialna pravica oziroma pravica preživljanja samega sebe, ali ni tudi tukaj potem nekje en del naloge tega akcijskega načrta, da se zavzame za te osebe? Ker dejansko, ko pridejo na zavod bolna oseba, na zavod za poslovanje načeloma ne more iskati zaposlitve in si zagotavlja svojega lastnega vira preživetja. Kakšno je vaše stališče iz tega varuha na slovenskem trgu zaposlenih človekovih pravic? Hvala lepa. Bi morda kdo hotel odgovoriti? Ja, mogoče. Zdaj, ta nacionalni akcijski načrt je usmerjen primarno pri nas, kako se pri nas spoštujejo, delavske pravice so v ospredju, tako da mi imamo zdaj kontaktno skupino, ki je sestavljena iz večine ministrstev in vladnih služb, tudi varuha, zagovornika načela enakosti, tudi nevladnih organizacij, akademske sfere, in mi se zdaj približno 4 do 5 na leto sestanemo in preverimo stanje. In imamo zdaj tukaj, v roku 2 let bomo morali poročati vladi in v bistvu je to stanje delavskih pravic podrobno tudi tukaj preučeno, tako da vsi različni problemi od prekarnega dela do raznih oblik diskriminacije s tem konkretnim primerom nismo ukvarjali še,
ga bomo pa izpostavili na naslednjih sestankih. No, tako da zdaj težnja je, da se res preveri to stanje in da se nekako res zagotovi izboljšanje. Omenil sem zagovornika načela enakosti, no, to je zelo pomembna institucija. Z leta 2016 je bil sprejet zakon o varstvu pred diskriminacijo in takrat tudi okrepljena vloga zagovornika načela enakosti, ki ima za razliko od varuha pristojnost, da direktno preverja stanje v podjetjih, in lahko izdaja tudi ugotovitvene odločbe, lahko tudi zastopa stranke pred sodiščem, to naprimer, kar varuh nima, ker varuh nadzira samo državo, zagovornik načela enakosti pa neposredno podjetja, tako da je to tudi ena pomembna institucija, ki se je zdaj tudi ukrepila, je 20 oseb tam zaposlenih, tako da bo verjetno lahko tudi precej prispevalo reševanju ravno takih problemov. Ja, če lahko še jaz recimo dodam, recimo v teh mojih smernicah OECD je tudi poglavje delavci in zaposlovanje in recimo, če so kršitve recimo na tem področju neke multinacionalke, nekega, ne vem, uspešnega podjetja, pa je recimo zdaj več delavcev, ki ima recimo težave, recimo se lahko spet obrne tudi na kontaktno točko. Več jih je, recimo tudi sodelovanje sindikatov, recimo več nas je, boljše je. In v bistvu mi smo tu zato, v bistvu država je v bistvu ustanovila to točko, da glede na to, da so podjetja močna, da pomaga posamezniku in organizacijam, da skušamo vzpostaviti nek dialog. In hkrati pa dobimo tudi neko pozornost javnosti in medijev, ki pa to pač pomaga pri vseh tovrstnih postopkih. Tako da to je recimo meni se zdi tudi način najlažji in tudi brezplačen in recimo, če se želite, sploh recimo ljudje imajo recimo težave s sodnimi postopki, ne želijo se recimo vključevati, vejo, da so dragi, bojijo se, dolgotrajni so recimo. Tukaj imamo pa, to so strogi pravni postopki, strogo regulirani, Zdaj, ta moj način, ki ga pa pač ponujamo, je pa pač lažji, dostopnejši, bolj učinkovit, brezplačen, recimo, nezavezujoč. V bistvu gre se za to, da skušamo z nekim dialogom in z nekim takim pritiskom javnosti razrešiti neko situacijo. Recimo, ker recimo uspešno podjetje recimo ne želi vzpostaviti komunikacijo z delavci, potem je pa tu država s to mojo platformo, ki jo pač mi vodimo, da vam pri tem pomaga. In recimo ta način se meni zdi dober, bolj učinkovit, naprednejši kot pa te neki sodni, strogi postopki, ki se jih pa pač posameznik, ki je pač šibkejši od uspešnega podjetja, ne želi posluževati, niti se izpostavljati, niti recimo tvegati, ne vem, mogoče zaposlitve. Tako da to se mi zdi, da je super zdaj, da gremo v to neko smer. Hvala lepa. Na tem področju tudi, tole področje mobbinga, trpinčenja na delovnem mestu, pride upoštev, recimo, te mediatorske, mediacijo. Ja, recimo, vam priporočam branje smernic, boste noter videli, smernice niso zdaj konkretne, ni to zdaj zakon, zakon je zelo konkreten, konkretno pač na abstrakten način pač skuša zajeti čim več konkretnih situacij. Če boste pa pač prebrali smernice, boste pa videli, da je to zelo splošno in zato, ker so zelo splošne, tudi zajamejo ogromno nekih stvari in ogromno situacij. Ni zdaj, da bomo jaz nisem zdaj zato, da rešujem vaša pravna vprašanja, ampak sem v bistvu platforma, ki pomaga, da razglabljamo o nekih težavah in jih pač probamo razrešiti in zato smo tudi tako zelo široki in splošni. Tako da smernice zajamejo, jaz mislim, vsa področja, kjer nastajajo težave. Tako da ja. Tako, vi imate neko konkretno situacijo in jo potem skušate potem obrazložiti z vidika neke smernice OECD-ja. In mobbing boste zajeli, mislim, da več kot pod eno. Tako da ja. Hvala lepa. Zagotovo je res, da slovenska država ima obveznost, da zagotavlja človekovo dostojanstvo vsem njenim prebivalcem, ne samo v razmerju do posameznikov, temveč tudi v razmerju med
zasebniki in jaz že vrsto let, ne, tukaj Marko, te dopolnim, ne, ko sem letos, z lansko leto sem pisal ta komentar člena ustave, ki govori o varuhu in seveda ta člen ustave, ki govori o pristojnostih varuha za človekove pravice, govori o tem, da varuje človekove pravice v razmerju do javnih organov. Ta določba ustave je jasna. V današnjem času je treba človekove pravice tudi razlagati tako, da veljajo v zasebnih razmerjih. Med zasebniki, tudi zato, ker se sodobno življenje tako hitro pa kompleksno spreminja in dan danes vemo tudi na podlagi slovenske ustave imajo tudi podjetja že zavezujoče obveznosti do spoštovanja človekovih pravic na slovenskem teritoriju. Drugo vprašanje je izven slovenskega ozemlja. In seveda to je ena izmed tistih področij, res je to spoštovanje človekovih pravic, gospodarstvo je področje, kjer bi res Slovenija lahko bila tak dober vzor tudi drugim državam v naši regiji, v srednji Evropi, morda v jugovzhodni Evropi. Ko sem prejšnji teden gledal naš nastop naše delegacije pred Svetom za človekove pravice OZN, nas je tudi ena izmed držav pohvala zaradi tega, da smo sprejeli nacionalni akcijski načrt. In seveda, če želimo biti zgled, moramo potem tudi poskrbeti, gospa, da bomo spoštovali človekove pravice, da bomo zagotavljali, da bomo nadzorovali v teh zasebnih razmerih tukaj pred nas, v naših podjetjih, da bodo naši inšpekcijski organi delovali. Morda, če ni drugih vprašanj, bi jaz prosil moje goste za kakšno zaključno misel, preden zaključimo ta akademski forum, gospod Milivoj, da kakšen stavek. Zanimivo razmišljanje. Tema je definitivno podhranjena na tej stopni, kar je mogoče scary, da je ta deklaracija res že 70 let stara, smo danes še vedno na začetni stopni. Po drugi strani pa to kaže, da je to proces, ki se nikoli ne konča. Definitivno pa velja, če se bomo zapirali, ne moramo bežati pred to temo. Bolje za nas in za vse druge, da jo uredimo in da po njej živimo, ker bo tako dobro nam in ostalim. Hvala lepa. Jaz bi se mogoče, hvala na pravzaprav gospod, jaz sem mogoče razumel nekoliko drugače kot vi, pa se lahko tudi motimo. Jaz sem tako razumel, zelo po domače bom povedal, dajmo najprej pomesti pod lastnim pragom, potem se pokazati, kaj se dogaja pravzaprav v kakšnih drugih državah. Tako sem vas jaz pravzaprav razumel. Imate prav, na nek način, ampak to, da doma nimamo vseh stvari urejenih, se mi zdi, da ne pomeni, da pa pustimo tisto ob strani, za oboje treba poskrbeti. Na vsak način se tisto, kar imamo doma, pa tudi tisto, kar je morda v tujini, pa gre za naša podjetja, ki poslujejo v tujini in s kom poslujejo, na kakšen način poslujejo. Oboje, ne eno, ne drugo. Ampak to je seveda idealno in ideal, s katerim moramo težiti. Zvemo pa seveda, da to najbolj popolne skladnosti pa nikoli ne bo. Jaz želela za tem vprašanjem dislocirati tuje države, definitivno, da kamor gremo je prav, da svoj duh prenesemo v pozitivni meri, ne pa v, po domače rečeno, izkoriščevalske, ker predpostavljam, da na dolgi rok, kako je bilo prej že omenjeno, gradnja na negativni energiji in na file v žepu, kot je to znano za slovensko gospodarstvo, je bilo nekoč, kot še danes vsak bo ocenil po svoje, da definitivno ni napredka za nas kot tukaj. Sem pa želela dejansko, ker pa je bilo novo predstavljeno, da se skrbi za človekove pravice delavcev v gospodarstvo in ker je Slovenija sprejela leta 2012 zakon, kjer je bil tudi ta delavec prikrajšan, oziroma mu nekaj bilo drugače dano, ali pa sploh ne dano, ker se je pa gospod Bodletnik prej sami predstavljali, da slovenski inšpektorati, ko so predvsem inšpektorat za delo in to so javno v medijah in vse posod skrunjene v število zaposlenih, koliko pa je v samem procentu znanja, ki ga imajo do tega področja, je pa potem čisto druga sfera.
podlage in razgovora, ker je v bistvu tudi nadzor na samem Zavodu za zaposlovanje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje ni v Sloveniji, da bi dejansko vsaj preverjali osnovne informacije, ki jih imajo in dejansko delavca priseljujejo za svojo to dvojnostjo, da je dejansko njegova pravica, ko je kratena, da je mora izkazati še gospodin plate. Hvala lepa za vaš komentar. Urška Modaš, še eno skoči. Ja, jaz sem samo še enkrat ponovila, ni nujno po sodni plati, tako da jaz bi vas samo prosila, da mogoče si kaj o moji točki v zmernicah preberete, da ne pozabite, da obstajamo in vas prosim tudi, da poveste naprej, tako da bo čim več ljudi vedeli. Tako da to je to. Hvala. Hvala lepa. Marko, še vi. Torej, 70 let od splošne deklaracije človekovih pravic, ta boj za človekove pravice ne bo nikoli končan, sem prepričan, ampak moram prepoznati, da je bilo ogromno narejenega, če se pogleda na mednarodni ravni, cela vrsta mednarodnih pogodb po posameznih področjih, po večini teh mora države poročati, cela vrsta nekih nadzornih mehanizmov, ekspertnih skupin, ki obiskujejo države, dajo priporočila. Mi smo ta univerzalni periodični pregled, kjer se pregleda celotno stanje človekovih pravic. Tukaj smo Slovenija, sem želel pohvaliti od 142 priporočil, ki smo jih pridobili pred 5 leti, smo jih 138 popolnoma ali vsaj delno uresničili. Tako da to je en zelo dober rezultat, tako da se mi zdi, da se zelo veliko naredi, ampak seveda moramo pa tukaj se prizadevati naprej. Se mi zdi, vsak posameznik, posebej ko gre za gospodarstvo, mora pokazati nekako svojo odgovornost, ozaveščati in narediti čim več v tej smeri, da bomo dosegli neko primerno raven spoštovanja človekovih pravic tako doma kot v tujini. Se mi zdi zelo pomembno, da res probamo tudi v tujini, ker to je pravzaprav zrcalo. Podjetja so tista, ki so verjetno naredijo največ za eno promocijo države, najbolj vidna. In zdaj, če bo naša podjetja prepoznana kot tista, ki pa res probajo v največji meri spoštovati in tudi promovirati človekove pravice, bo to en zelo lep signal za Slovenijo. Tako da se mi zdi pomembno, da na vseh ravneh, da se vsi potrudimo in naredimo čim več.